doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Dragi poslušalci, dragi zvezdoljubi, prisrčen pozdrav v naših zanimivostih nočnega neba, v katerih bomo tokrat združili dve veseloigri, Sonce in Luno, seveda pa prav lep pozdrav tudi našemu avtorju, profesor Boris Kam, dobrodošli. Dober dan. Luna in Sonce, oboje bo imelo svoje mesto v tem mesecu Sušcu, ki se je začel prekrasno, ne? Tudi noči so čudovite, zvezde žarijo v teh dneh. Ja, žarijo se, ob koncu bomo dali še spodbudo, poleg teh dveh mrkov, katerih bomo obravnavali, spodbudo za opazovanje Venere in Merkurja. Ja, bo treba pa malce pohiteti, prihodnji teden se spet bolj oblači, ne? Ja, sej, če danes po naši oddaji grejo nekam poslušalci nad plano, ne, ven, bojo Venero gotovo opazili, za Merkurja se bo treba bolj potruditi, mora biti res zahod brez velikih gora, ki je bolj nizko, ampak da se. Da se, in v tem mesecu tako je mogoče tudi opaziti prav celo plejado planetov v našem osončju, ne? Slišali bomo tudi poročilo našega poslušalca gospoda Boštjana o opazovanju konjunkcije, a o tem malce kasneje. Torej, za uvod pa zakaj Luna in Sonce? Zato iz dveh razlogov, ker bo ta dva mrka ta mesec in obenem še priprava na jesenski mrk. Drugo pa, spomniti se moramo Frančiškove pesmi, sončne pesmi, v drugi in tretji kitici govori tudi o Soncu, velikem bratu, v tretji kitici pa o sestri Luni in zvezdah. No, in mi bomo pa zdaj malo povedali o teh velikem bratu in sestri Luni. Tudi zato, ker bosta imela oba svoj dogodek v marcu. Tako je. Hvaljen moj Gospod z vsemi tvojimi stvarmi, posebno Soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in v velikem sijaju žari, tebe najvišji odseva. Hvaljen moj Gospod v sestri Luni in zvezdah, ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Zanimivosti nočnega neba. Vsak prvi petek v mesecu se ozremo v vesolje in danes, profesor Boris Kam, bomo nekako ponovili tiste osnove, ki jih je vedno dobro imeti nekje v ozadju, da lahko opazujemo z nekim znanjem, vsaj osnovnim. Gremo najprej k geometriji Lune. Ja, geometrija Luninega mrka oziroma tudi sončnega, nekateri podatki, ki jih bomo zdaj povedali, vplivajo na potek samega mrka, koliko je dolg in kaj se dogaja. Najprej ponovimo, kaj je perihelij. To je prisončje, ki je okoli 3. januarja, to je točka na Zemljinem tiru okoli Sonca, ko je Zemlja najbliže Soncu. Teda je oddaljena 147 milijonov kilometrov. Druga točka, ki je pomembna na tej poti, pa je Apheli od Sonče, ki je približno 152 milijonov kilometrov bolj oddaljen. To se dogaja pa julija. Torej, perihelij najbližja točka, Apheli pa najbolj oddaljena točka od Sonca. Od Sonca, glede na našo Zemljo, seveda. In tole nihanje v oddaljenosti pa je le 3%. Ja, ali ne govorijo zdaj o Luni? Ja, namreč sva prej omenila veselo igro. V tej veseli igri, ne glede a je Lunin mrk ali je sončen mrk, so trije glavni igralci, Sonce, Luna in Zemlja. In zato smo to ponovili, a ne. Za razumevanje mrkov pa je treba še povedati nekaj o Luni in njenih točkah. Zanimiva točka pri Luni je perigej
ali pri Zemlji, ko je Luna povprečno oddaljena 363 tisoč kilometrov. To je na Luni inventir, ki se približa Zemlji najbolj. Točka, ki je najbolj oddaljena Lune, seveda od Zemlje tudi rečemo, je apogej, ki je povprečno 405 tisoč kilometrov bolj oddaljena od Zemlje in niha to med apogejem in perigejem je 4%. Vse skupaj je razlika med perigejem in apogejem 42 tisoč kilometrov. Torej potem lahko sklepamo, da Luna potuje okrog Zemlje po eliptičnem tiru in nato skupaj potujeta še okrog Sonca. Ja, prav imate, z navedenih podatkov lahko sklepamo na eliptične tirnice. Vse to pa vpliva na dolžino mrka, čas trajanja. In še ena zanimivost, eliptične tire planetov okoli Sonca je odkril Kepler, ki je podal ob tem naslednjo misel. Ljudem sem hotel pokazati zvišenost stvarstva, kolikor je moj omejeni mogel doumeti. Ja, s tem omejenim umom težko dojamemo, kako vse hitro potuje okrog nas, kako hitro pa potuje Zemlja okrog Sonca. Ja, Zemlja z Luno hiti po tiru s hitrostjo 30 km na sekundo. Tako v eni minuti naredimo na tiru 1800 km, v eni uri pa že 108 tisoč kilometrov. V enem dnevu pa naredimo 2 592 000 kilometrov. Ali povedano drugače, s to hitrostjo bi v superavtu bili v eni sekundi iz Ljubljane do Medvod in nazaj. Ja, to bi bil res superavto. Kako hitro pa potuje Luna okrog Zemlje? Ja, tudi Luna ima svojo hitrost. In to je 1 kilometer, pa še malo več na sekundo. To je približno 60 km na minuto. No, v eni uri pa naredi Luna že 3679 km. To bi pomenilo, da bi v eni uri s to hitrostjo Lune bili iz Ljubljane v Atenah in nazaj. Ja, res, hitrost. No, tole je nekaj podatkov o Luni in Zemlji, zdaj pa, ker smo že omenjali mrk in ker ga bomo lahko opazovali, ponovimo, profesor Boris, kdaj pride do Luninega mrka? Ja, do Luninega mrka pride torej, ko morajo biti vsi na isti premici, Sonce, Zemlja in Luna, ampak prej moramo povedati še nekaj zanimivosti, kajti vedeti moramo, kakšen je zorni kot Sonca. To je kot, pod katerim ga vidimo iz Zemlje in je v odsončju, ko smo prej govorili, o Heliju, je 31 stopinj in še malo več. Zorni kot Sonca v prisončju periheliju, ko smo prej govorili, torej, ko je najbližje Zemlji, je pa 32 stopinj. Tukaj vidite, da je razlika in to je pomembno, ko bomo govorili o sončnem mrku. Ja, tudi Luna je tukaj pomembna. Tukaj bo v odzemlju, to se pravi apogeju, ko je najbolj oddaljena od Zemlje, je njen zorni kot samo 29 stopinj in še malo, ko pa je Luna pri Zemlju, prej smo govorili o perigeju, ko je najbližje, je pa njen zorni kot 33 stopinj in 50 minut, ločnih seveda. To je pa pomembno potem, ko Luna zakrije Sonce, ne? Zato smo te podatke povedali, da vidimo, da je to različen. Zanimivosti nočnega neba. Seveda, za uresničitev mrka sta pomembni še dve lastnosti, če so lastnosti mlaj in ščip. To se pravi polna Luna in ko ni Lune. Torej dve fazi, ne? Ja, pa še nekaj je zanimivo, morda, ker se bomo vprašali, kolikokrat je lahko mrk. Čas od mlaja do mlaja pri Luni ali pa od ščipa do ščipa, od prvega krajca do prvega krajca, od zadnjega krajca do zadnjega krajca je 29 dni. Natančneje 29 dni, 12 ur in 44 minut. Temu rečemo sinodski mesec tudi. Siderijski ali zvezdni mesec, govorimo o Luni seveda, naredi pa polno obrat okoli Zemlje v odnosu na oddaljene zvezde, se pravi, da ima
določeno zveze za ozadje, kakor slika, a ne, na primer, Luna je zdaj v zvezi voznika in ima za ozadje v zvezi vodnika, zato pa potrebuje samo 27 dni, da bo spet v tem vzvezju. Temu rečemo siderijski mesec. Ki je dolg koliko? Je 27 dni, bolj natančen, ne, če bi šli, je pa 27 dni, 7 ur pa 43 minut. Tako. Hotel sem s tem povedati tudi to, ne, to je v povprečju, ne, ali pa tako na hitro drugače, moramo pa upoštevati te natančne podatke. No, zdaj smo nekaj podatkov obnovili, torej slišali tudi, da je lunin mrk vedno ob polni luni, torej ščipu, kot pravimo. Kako to? Za popolni luni mrk mora biti izpolnjen pogoj, še smo rekli, ne, na isti premici ravni črti, kakor si bi lahko predstavljati, morajo biti za povrsto sonce, zemlja in luna in seveda polna luna. Ko je tam pogoj izpolnjen, potem luna zaide v zemljino stožčasto sence in potijo o njej dalj časa, kakšno uro ali več. Predno pripotuje polna luna v polno senco, pa gre še skozi pol senco zemlje, kajti sonce ni točkasto svetilo in zato se ustvari še za zemljo pol senca in nato polna senca. Zakaj mora biti ščip, ne? Ja. To je zdaj v bistvu vprašanje, ker prej smo rekli, ščip je vsakih 29 dni na okroglo, potem bi imeli zmeramo polni luni mrk. Tako, zakaj ni vsak mesec v polni luni mrk? Če bi bilo vse po enem vzorcu, pa bi šlo, ampak eliptični tiri smo omenili v začetku, se spomnimo. Ravnina, torej pot lune, je nagnjen glede na ravnino ekliptike in ko se sekata te dve ravnini v točki, v skupni točki, pride do mrka. Tu moramo omeniti, da mrk ni vedno viden iz vseh krajev na zemlji. Torej, v bistvu stvari je v tem, da luna ne potuje po isti ravnini, kakor je ekliptika, da je nagnjena na njo. Tako, in če se ob koncu tega dela o luni oziroma tega razmišljanja vprašamo še nekaj o dolžini, torej kaj odloča o tem, koliko časa traja mrk? Ja, o tem odloča medsebojna oddaljenost Zemlje in Sonca ter medsebojna oddaljenost Zemlje in Lune. To se pravi, vse prej, kar smo govorili o podatkih blizu daleč, se to vpliva na dolžino mrka in seveda, kje smo na Zemlji. Torej, ko nastopi mrk, je vse črno. Ko je popolni mrk, kako je s tem? To je pa hecen, če tako rečem, malo za hec. Ko leze luna v zemljino sence, je tam res temno v začetku, potem pa se začne počasi barvati v različne odtenke bakreno opečnate barve, pojavijo se tudi ob robu svetla modrikasti predeli. Sicer polna luna postane temna del sončeve svetlobe, pa se zaradi loma lete v zemljini atmosferi luna vseeno doseže. Večina modre svetlobe se zaradi kisika in ozona v zraku razprši in ostane v glavnem odtenke rdeče barve, katerih posledično sveti luna. Pri tem je odtenek barve lune odvisen od trenutnih lastnosti zemeljske atmosfere, dejavnosti sonca ter razdalje med zemljo in luno. Tukaj moramo omeniti recimo pred leti, ko je izbruhnil vulkan na Islandiji in je bil cela Evropa pod vplivom teh plinov, ki so leteli iz kraterja in takrat je bil tudi mrk in je to vplivalo na barvo mrka. Zato je luni mrk zanimiv, ker ima različne barve. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate zanimivosti nočnega neba. Profesor Boris Kam, kar veliko ste že povedali o luni, luninem mrku. Kako bo torej v petek 14. marca zjutraj se bo splačalo vstati in opazovati? Zapleteno vprašanje. Za strastne opazovalci, ki ne radi zamudijo z opazovanjem raznih zanimivih dogodkov na nebu in njene dinamike,
To ni vprašanje. Stali bodo in šli na teren. Zaupajmo pa, da bo ta mrk skromen. Se bo le zjutraj malo viden, če tako rečem, bomo povedali malo kasneje, ampak bolj zanimiv pa bo seveda potem septembra, 7. septembra, ko bo poln mrk. Torej 7. september, vsekakor večja predstava. Za tiste največje navdušence pa zdaj le 14. marca, kdaj bo potrebno vstati? To je danes teden, a ne? Bo luna zajadrala pol senca ob 4:57 minut. Delna faza bo ob 6:10 minut in že ob 6:13 minut bo zašla. Pri nas bomo opazili 13% pokritosti lune. Polnega bodo opazovali lahko od severa Kanade do rta Hora na jugu. Kdor se bo odločil za opazovanje, naj si izbere odprt pogled na zahod, kakšno spetino in naj ne pozabi na fotoaparat in seveda daljnogled in tako dalje, na primer 10x50. Ja, upajmo, da bo vreme, ne? Ja, to pa je vprašanje, ne. Se pravim, tale mrkac je bolj uvod ali pa vaja, vprašanje, odvisno od navdušenosti, da ga opazuješ. Če pa bo kdo opazoval, naj kaj pošlje, ne? Ja, seveda, na vsak način, da vidimo, kako se naši poslušalci ukvarjajo z astronomijo. No, če že takole spodbujava, profesor Boris, nam pa zaupajte, kako vi načrtujete opazovanje tega dogodka, skromnega mrka. Ja, skromni mrk, jaz pač jih lovim tako in drugače. Moj načrt je, da bom šel na Vršič in tam poskušal ga ujeti in seveda malo slikati. Bomo videli, koliko bo sreče in lepega vremena. Naj uspe, mi pa zdajle gremo od lune na sonce. In sicer spet z mislijo na sončev mrk, kajti tudi tega smo napovedali in se bo zgodil, pa ponovimo tudi v tem primeru. Profesor Boris, kdaj pride do sončevega mrka? Zdaj, popolni sončni mrk nastane, kadar se glavni igralci postavijo nekoliko drugače kot v prejšnjem primeru, pri luni. Glaven je seveda sonce, luna in zemlja. Tako mora biti vrstni red na premici. Matematiki bi temu rekli, da morajo biti točke kolinearne in luna pa mora biti v mlaju. Tu pa drugače kot pri ščipu in popolnem luninem mrku. Ja, in spet bi bilo vprašanje, zakaj ni ob vsakem mlaju mrka, ne? In je isti odgovor, ker so ravnine gibanja lune in ekliptike niso poravnane, ne? Je med njimi kot, nagnjena je in zaradi tega ne pride zmerama, ne? Tedaj luna meče senco na zemljo. Velikost sence lune na zemlji in dolžina mrka, časa je mišljeno tukaj, je odvisna od medsebojne oddaljenosti sonca, lune in zemlje. Spomnimo se, da smo govorili o perigeju pri zemlju za luno, ko je najbliže zemlji in tedaj bo luna bolj pokrila sonce, da bo mrknilo. Se pravi, da bo ga namo videli, ne? Ja. Recimo. To je kot ob apogeju od zemlje, ki je najbolj oddaljena. Spomnimo se, v prvem približku lahko rečemo, da je zorni kot lune in sonca enak, tam okrog pol stopinje. Zato pride do tega. Vendar na velikost sence na zemlji pride še oddaljeno sonca od zemlje oziroma od lune. Zato je dolžina mrka, mišljenje trajne mrka, odvisno od tega. Saj so mrki dolgi največ 7 minut, a spomnimo se, da smo leta 1999 v Prekmurju lahko opazovali mrk le dobri 2 minuti. 2 minuti, no, najdaljši pa pravite 7 minut. Ja, tisti, ki so bili navdušeni, so šli recimo bolj proti na Madžarsko ali pa še bolj proti takrat vzhodu in so imeli mehen daljši mrk, ne. Zato se opazovalci potrudijo, da gredo na glavno linijo mrka, kjer je dolžina mrka najdaljša. Na primer lani 8. aprila, ko smo ga opazovali v Kanadi, smo imeli
recimo malo manj kot 4 minute. Tisti, ki so pa ga opazovali tam v Mehiki, ob obali, je bil pa že skoraj 4 minute in pol. In kdaj bodo atraktivni mrki v prihodnosti? Ja, atraktiven mrk v popolnosti bo leta 27 v Egiptu. Tam bo glavna črta, bo dolg 6 minut in 22 sekund. In če boste pobrskali po internetu, boste videli, da ljudje že načrtujejo, so že programi, da lahko si plačate destinacijo, kakor se reče, pa boste šli. Ja, zanimivo, za leto 2027. Ja, skozi Luxor bo šla ta najglavna črta in seveda tam je že vse pripravljeno. No, ampak ti se bo za skromne, prihodnje leto bo pa avgusta, to se pravi leta 26, okrog 2 minute na obali, Atlantski obali v Španiji. Ja, se lahko podate z avtom na avtotrip, pa se tam ogledate, malo pobrskete po internetu. No. Kdaj točno in kje bo? Ja. Ali se lahko zgodi, da Luna ne uspe čisto popolnoma zakriti Sonca? Ne govorimo tudi o delnem mrku. Ja, tudi to je res, zato ga bomo tudi mi videli samo delnega. Kajti, če lih Luna ni točno središče Lune na isti premici, kot so Sonce, Luna in Zemlja, kot smo prej govorili, ne, če malo zmaknen in tako naprej, pa pride spet do delnega sončnega mrka. Druga stvar je tudi to, je možno, da vi ne vidimo popolnega mrka, ampak vidimo kolobarjasti sončen mrk. To je pa tedaj, kadar samo delno zakrije sonce in je samo v sredini črn, okrog je pa kolobarček svetlobe. Približno 99% sonca je zakrite z Luno in okrog je svetu pas, tak tenek, ne? Če se predstavlja 99%. In tukaj se zdaj vidi, zakaj smo povedali v začetku podatke o apogeju, periheliju in tako naprej, kajti vse to vpliva na opazovanje oziroma kaj se dogaja z mrkom. Tako, torej nekaj osnov smo ponovili, po skladbi pa še nekaj podrobnosti o mrku, ki bo konec meseca 29. marca. Zanimivosti nočnega neba. Z nami je profesor Boris Kam v zanimivostih nočnega neba, ki jih spremljate na Radiu Ognjišče. Torej soboto dopoldan 29. marca bo sončev mrk. Profesor Boris, kdaj ga bomo lahko opazovali natančneje? Pri nas v Sloveniji se mrk začne ob 11. uri in 38 minut. Sredina mrka je ob 12. uri in 13 minut. Konec pa ob 12. uri in 48 minut. Ob največjem prikritju bo zakritega le 12% sončevega premjera. Torej bi lahko rekli, da gre spet za en tak skromen primer predstave. Ja, ampak sej nekaj je, če drugega ne se bomo pripravili, če bomo odpotovali v Španijo, ali pa če se bomo zbudili in šli v Egipt leta 27. In vseeno, kljub temu, da bo skromna predstava, ne gre pozabiti na varnost. Ja, delni sonček moramo nujno opazovati s filtri ali posebni instrumenti za opazovanje sonca, ki jih lahko kupimo v trgovini. Tako. Če nimamo ustreznega filtra, nikoli ne gledajmo v sonce neposredno, saj si lahko trajno poškodujemo vid. Tak primer je bil v zgodovini Galilej, ker ni takrat vedel in je pogledal skozi teleskop v sonce in se je zato v bistvu oslepel. Tudi težave je imel naš profesor Pavel Konaver, ker je enkrat po nesreči pogledal in imel težave potem z vidom. Torej, varno opazovanje z teleskopom pa s solarnimi filtri. Seveda očala in filtre, tudi solarni filter si lahko sami naredimo. Recimo priporočam ali pa predlagam, da si pač kupite solarno folijo, ja, ki v bistvu ni draga v
A4 format, recimo je 25 €, pa si ga lahko sami izrežete, očala so okrog 8 €, da je vse stvar varna. Seveda to folijo, ki jo kupite, lahko date na fotoaparat in slikate. Opozoril bi pa rad, da to solarna folija je nekaj drugega, kot folija, ki jo imamo v gospodinjstvu, da ne bi kdo zameril. Seveda tisti, ki bi radi, pa lahko opazujete, če imate doma ali pa kje se lahko nabavite steklo za varenje, mora imeti pa številko 12. Aha, torej tista folija za gospodinjstvo, vanjo zavijemo kakšen sendvič, s katerim si bomo lahko krajšali čas, ne? Ja, Ampak ki ne bo lih pa- poldne, ne. Tako, ja, ravno za malico, ampak za opazovanje mora pa seveda biti solarna folija in ta je edina primerna. Zaščitimo svoje oči, Ja. da bo vse tako, kot je treba. Kje pa je najbolje opazovati ta delni sončev mrk? Ja, zdaj morda bi sem še to na internet pogledajte, kje se da to kupiti. Moj teleskop je taka firma, pa tudi revija Spika ima svojo trgovino in če naročite, dobite v parih dneh, tako da to ni problem. No, tole je en tak konkreten nasvet. Torej, še enega bomo prosili, kje opazovati sončev mrk? Ja, morda bi, če dovolite, še nekaj pripomnil, no, glede opazovanja sonca. Sonce lahko z navadnim daljnogledom recimo projicirate na zaslon, na neko belo steno, pa boste ravno tako dobro lahko opazovali sonce. Samo malo dobre volje je, dosti časa je še, da se malo pripravite in potem bo odličen užitek. Dobro, kje ga opazovati? No, zdaj pa končno to vprašanje, da ne bo uredni hud, da ne odgovarja na vprašanja. Se vse dogaja okoli lepo, da ni problem najti toliko odprt prostor, da se vidi sonce. Morda se bodo na internetu pojavili vabila na javno opazovanje, ponavadi v Mariboru društvo Orion organizira javno opazovanja. No, mi pa opozorimo na Messijev maraton, ki bo 29. marca. To je javni astronomski dogodek, ki traja celo noč. Zajema pa tako tekmovanje kot javno opazovanje in druženje. Novost pa je, da bo, morda kje bo to. Kraj je Trnovo pri Gorici. Ampak pomembno je tole. Organizatorji so napisali, dopoldne bo organizirano opazovanje sonca in delnega sončnega mrka. Zvečer bo pač Messijev maraton. Ponavadi kolegi pripeljajo na to srečanje posebne daljnoglede za opazovanje sonca in poleg tega, da se boste videli lahko na Trnovo nad Novo Gorico tega dne, začetek bo ob 9. zjutraj tega opazovanja, da boste lahko videli sončne pege, pa protuberance, ker imajo posebne teleskope, in pa še mrk. Torej se bo dogajalo v Trnovem pri Gorici kar ves dan in vso noč. Tako, ja, tam bo zelo zabavno, pa še kakšno predavanje bo. Vendar, pozor, če boste opazovali delni sončev mrk in seveda delni lunin mrk, nam napišite kratko sporočilo, da jih bomo posredovali našim poslušalcem. Tako kot poročila vedno pošlje naš poslušalec, gospod Boštjan Tovšak. Prisluhnili mu bomo. O konjunkciji je zapisal svoje misli in seveda potek opazovanja. Še prej pa enako vprašanje za vas, profesor Boris, kako boste lovili delni sončev mrk, čeprav skromnejši kot tak, ki ga ponavadi opazujete? Ja, jaz bom ga opazoval v Ljubljani, zato ker člani astronomskega krožka pri dnevnem centru Ajdovščina za starejše občane, ki imam tam krožek, nekje v Ljubljani. Zdaj se dogovarjam, ampak ne morem še povedati, seveda točno lokacijo bom še sporočil, da se še kakšen drug pridruži. Drugače pa bom v Ljubljani in potem po tem dejanju, po tem mrku bom pa odšel, če bo seveda lepo vreme, tudi na Messijev maraton,
da se s kolegi pogovarjamo, srečamo in pogovorimo malo. Tako, seveda tudi za opazovanje sončevega mrka bo ključno vreme. Če bo ugodno, bomo seveda tole informacijo z veseljem posredovali našim poslušalcem, ki se vam lahko potem pridružijo pri opazovanju. 29. marec bo sobota, tako da bo morda tudi lažje za tiste, ki hodijo v službo in se lahko v Ljubljani pridružijo temu javnemu opazovanju. Ja, seveda. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Zdaj pa predlagam, da prisluhnemo opazovanju našega rednega poslušalca, gospoda Boštjana Tušaka, ki je opazoval konjunkcijo Marsa in Lune. Tako. Da bo še naše poslušalce s tem spodbudil, da bojo svoje opazovanje mrkov posredovali. Bila je nedelja, 9. februar 2025, ko se je obetala atrakcija na nebu, konjunkcija Marsa in Lune. Mars se bo Luni navidezno približal na vsega 0,2 kotne stopinje oziroma za malenkost manj kot polovico navideznega premera Lune. Kot vedno sem tudi tokrat pred dogodkom s pomočjo zvezdnih kart preučil pozicije obeh teles na nebu in njuno medsebojno oddaljenost v posameznih časovnih intervalih. Začetek dogodka je bil napovedan 1,5 ure po zaidu sonca. Teleskop sem postavil in pripravil že ob 5. uri zvečer na domačem dvorišču v Volkarjah. Vremenske razmere so kazale dobro. Nekaj meglic se je občasno zapeljalo čez Luno, ampak nič zaskrbljujočega. Večina oblačnosti se je nahajala na severu in zahodu. Nebo na vzhodu in jugu je bilo jasno. Pripravil sem kamero na teleskopu, da bi lahko posnel trenutek, ko bosta Luna in Mars najbližje. Po izračunih v programu Stellarium naj bi se to zgodilo ob 7. zvečer. Prvi zaznamek naredim ob 5:15 minut. Nebo je še svetlo, vendar izstopata Luna na vzhodu in pod njo dobrih 11 magnitud manj svetel rdeči plamen Mars z minus 0,65 magnitude. Opazujem z daljnogledom. Ocenim njuno medsebojno razdaljo. V daljnogledu je celotno zorno polje veliko 7 kotnih stopinj. Ocenim, da sta telesi oddaljeni 1,5 kotne stopinje. Pri meritvi si pomagam tudi s knjigo Glej zvezde 2025, ki ima na platnici merilo v kotnih stopinjah. V daljnogledu se lepo vidita kraterja Kopernik na vzhodu in Tiho na jugu Lune. Tudi gorovje Apenini v bližini kraterja Kopernik lepo izstopa od ostale okolice. 20 minut pozneje, ob 17:35 minut, z merilom na platnici knjige ocenim razdaljo med obema telesoma, 0,8 kotne stopinje. S pomočjo roke ocenim, da se Luna in Mars v smeri vzhod-jugovzhod nahajata 50 kotnih stopinj nad obzorjem ali za 2 stegnjeni dlani. Ob 17:45 minut ponovno ocenim medsebojno razdaljo teles z roko in merilom na knjigi. Odčitam polkotne stopinje. Megle na nebu in oblaki čedalje bolj motijo opazovanje. Vztrajam in čakam čudež jasnine, ki je zadnje čase čedalje bolj redek. Ura je 6 in še vedno oblačnost. Čedalje več je. Luna je vidna le še občasno. Marsa ne vidim več. Vztrajam in čakam, saj upanje umira zadnje, pravijo. Ura je 8 zvečer, nebo je zavito v popolno meglo in oblake. Z opazovanjem je konec. Pospravim opremo in se vrnem v toplo stanovanje. Kljub slabemu vremenu sem zadovoljen. Spet sem bil priča zanimivemu dogodku na nebu.
Proti koncu današnje oddaje gremo in ker smo v uvodu že povabili k opazovanju v nocojšnjem večeru, upajmo, da bo vreme zdržalo, nekaj navodil, nekaj usmeritev, profesor Boris Kamp, kaj lahko opazujemo nocoj? Najbolj vam podaljam na srce, da opazujete seveda Venero, torej greste ven, pogledate proti zahodu, močno sveti. In sicer Venera, boste opazili, je pa zanimivo, ne, da Venera ima ravno tako mene kakor Luna in je trenutno osvetljena približno 9%. Ampak njena svetilnost je -4,63 magnitude. No, enkrat smo že govorili o magnitudah, da čim minus pomeni, da je bolj sveti, kakor če bi bil plus. No, se pravi, močno sveti, to povejmo. Če gremo pa proti obzorju od Venere navzdol, počasi pa bomo opazili svetlo piko Merkurja, ki ima ravno tako mene, ker je notranji planet in je osvetljen 48%. Njegova svetilnost je pa samo manjša od Venere, in sicer samo minus 0,27 magnitude. No, moramo biti pa zelo pazljivi, ker je to vse nizko, okrog 15 stopinj nad obzorjem, ampak da se videti, tako da je zelo zanimivo. Še ena zanimivost, Venero gledamo 2 minuti v preteklost, ker je bližji Zemlji kot Merkur, Merkurja pa gledamo 5 minut v preteklost. Za ilustracijo, danes se seveda zvečer, če boste pogledati tudi Luna na nebu, gledate pa 1 sekundo v preteklost. Ne pozabite na daljnogled, če ga imate, ali pa teleskop. Zanimivo se pri teh dveh še to, da 9. marca Merkur ne bo več viden. To, da večernica bo še zanimiva, ali Venera. Zanimiv pojav ali pa atraktivno je, recimo okrog 18. marca, če boste zvečer pogledali, pa potem naslednji dan, 19. proti jutri obzori, takoj je boste spet lahko videli, se pravi, da lahko zvečer pa zjutri opazujete Venero. To bo od 18. marca do 21. marca vidno zvečer in zjutraj. Torej jutranica in večernica. Ja, tako da vse vidite v dobrih 12 urah, pa vse vidite. Ja, vesolje je res dinamično in polno lepote, tako da morda še za sklep pred Kopernikovo mislijo, ki nas bo odpeljala proti večeru, še ena zanimivost povezana s Soncem in pa ameriško agencijo NASA. Ja, ker že govorimo o Soncu, ne, povejmo, da je lani na predbožični večer je NASA dosegla mejnik, ker je njihova misija Parker Solar Probe, to je sonda oziroma satelit, se je približal z hitrostjo skoraj 700.000 km/h. Praktično se je ta sonda dotaknila Sonca. S tem je postala sonda najhitrejše umetno telo v zgodovini, ki se je približalo tako Soncu. Hkrati se je naši zvezdi približala za zgolj 6,1 milijona kilometrov, kar pomeni, da se je potopila globoko v Sončevo korono, ker je temperature dosega peklenskih 2 milijona Kelvinov. Za ta uspeh je potrebno 6 let in 7 bližnjih srečanj z Venero, a celotna zgodba ima daljšo brado, bomo rekli. Od idejne zasnove do izstrelitve misije je namreč priteklo kar 60 let. 60 let za človeka res dolgo obdobje. Če premislimo, kakšno temperaturo, 2 milijona Kelvinov, pomeni, da so morali skrbno načrtovati izolacijo, kajti za izolacijo so bili inštrumenti, ki so občutljivi. In s tem, seveda, ko bo se to poklopilo, so lahko
dobili najnovejše podatke o Soncu in njegovem razvoju, in to bo pomenilo, da bomo lahko vedeli, kakšno je naše Sonce, kaj se vse dogaja, ker smo bili tako blizu. In to je velik dosežek znanosti. Tako je. In za sklep današnje oddaje, v kateri smo ponovili nekaj osnov in slišali tudi o dosežkih, ki nas približujejo Soncu, še Kopernikova misel. V tej ureditvi najdemo torej občudovanja vredno somernost sveta in trdo harmonično povezavo med gibanjem in velikostjo sfer, kakršno je na drug način nemogoče odkriti. Ob koncu bi pa rad povedal, da se splača pogledati v vesolje, ki je dinamično in polno lepote, in s tem se srečamo z stvarstvom in pomislimo lahko na stvarnika. Profesor Boris, hvala lepa. Načrtujemo seveda že aprilsko oddajo, do takrat pa čim več lepih trenutkov pod zvezdnatim nebom. Tako je. Srečno. Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.